Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Delovna akcija bistriških srednješolcev v okviru projekta Habin. Vrtnarsko srečanje o domači vzgoji kalčkov. Prireditev ob 10. obletnici podelitve listine občina po meri invalidov. Pogovor z Robertom Pevnikom, trenerjem nogometašev Bistrice. Odbojkarice Bistrice premagale ekipo Zoje iz Lenarta. Poraz kegljačic Impola proti Calcitu. Kegljači Impola izgubili proti drugi ekipi Konstruktorja. Košarkarji Bistrice neuspešni proti Calcitu. Pri Kruzeju v Slovenski Bistrici je v ponedeljek 2. decembra potekala delovna akcija srednješolcev v okviru projekta Habin. Okoli 30 dijakov srednje šole Slovenska Bistrica je urejalo notranje dvorišče in coworking prostore. Malo lokalno akcijo dijakov je organizirala občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora. Mi smo se v ta projekt vključili po naročilu občine Slovenska Bistrica. Želeli so v sklopu projekta Habin oživiti ta prostor nekdanjega Kruzeja, bivšega Kruzeja, kako ga tu pač imenujete, z različnimi malimi lokalnimi akcijami in pa z dijaki srednje šole Slovenska Bistrica. Mi se pa v ta proces vključujemo kot neke vrste koordinator ali pa facilitator procesa, da smo z dijaki imeli na začetku eno delavnico o tem, kjer smo razmišljali, na kak način bi lahko ta prostor proživili, kaj so neki elementi, ki jih ta prostor potrebuje. Zaključili smo, da so to neke rastline, da je treba malo ozeleniti ta prostor, da je treba neke možnosti za sedišče. Skratka, da rabimo nekaj sedišč, da je treba popestriti z barvo, z rastlinami ta prostor. In dijaki so v zadnjih 2 mesecih razvili nekaj takih idej, ki jih danes tukaj pridno izvajajo. Sodelujejo dijaki 4. letnika in 2. letnika, skupno jih je približno 35, 5 skupin dijakov je, vsaka skupina pa je ena akcija, to pomeni, da danes bomo videli na koncu dneva 5 različnih akcij. Kot lahko vidite, dijaki za mano trenutno barvo oziroma reciklirajo elemente pohištva neko urbano, ki je bilo narejeno že prejšnjo leto, ampak ga tokrat pač ponovno barvamo, osvežili ga bomo in ponovno umestili v to dvorišče. Druga skupina dijakov bo zarisala igralni polj za badminton in za balinčkanje. Tukaj bo tudi na voljo ves ta igralni material, športni material. Za nami so tudi tribune za sedišča. V zgornjih prostorih pa dijakinje pripravljajo poslikave za na stenah. Ena skupina pa se ukvarja tudi z fotokotičkom in z enim takim rečemo oazo za sedenje. Fotokotiček je urejala tudi dijakinja 4. letnika programa ekonomski tehnik Srednje šole Slovenska Bistrica Mateja Leva. Danes v programu male akcije dijakov so odločili, da bomo preuredili ta prostor tukaj in delamo fotokotičke, prostore za druženje, barvamo, sadimo rože. Imamo lepo vreme, tako da smo ful fajn. Smo že dolgo planirali vse, kaj bomo delali in vse, tako da smo se danes zmenili, da bomo potem to tudi uresničili, tako da smo ful fajn. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili vrtnarsko srečanje z naslovom Domača vzgoja kalčkov. Majda in Katja Temnik z Zeliščnega vrta in kmetije Majnika sta govorili o tem, kako zdravi so kalčki in kako jih lahko gojimo sami doma. Če bi tako nasplošno rekla, kalčki so en tak zelo bogat dodatek žive hrane k naši običajni hrani. Ni to, bi rekli, nekaj, kar bi pomenilo nadomestilo za našo drugačno hrano, ampak zelo bogat dodatek v tem smislu, da mi dobimo tu v zelo malih količinah. Če zaužijemo zelo male količine kalčka, dobimo mi bogat dodatek vitaminov, mineralov in pa predvsem encimov. Zato lahko rečemo, da so kalčki taka živa hrana, ki v bistvu potem tudi poživi našo prebavo. In še druga taka dobra stvar pri teh kalčkih je to, da je
ta hrana, se pravi te osnovne hranilne snovi, ki jih drugače ima, so v tem semenu, v tej zalogi, so encimi. Takrat, ko so bili pogoji za to, da je kalček začel rasti, se pravi, ko je bila primerna vlaga, temperatura, seveda mora biti tudi zrak, takrat se začne v tem semenu dogajati izredno taka, bi rekli, biokemična tovarna, tam notri se v bistvu nastane, kajti takrat se prebudijo tudi encimi, ki so tam speči in ti začnejo to osnovno hrano razgrajevati na čisto osnovne enote, hkrati pa pomagajo, da se začnejo tvoriti tudi vitamini, da se minerali spreminjajo v tako obliko, ki je veliko bolj primerna za uživanje, ker je že, bi rekli, v eni taki delno predelani obliki. Zdaj, če gremo kar po vrsti, se pravi, v tej zalogi, ki jo ima seme, zraven kalčka, se notri nahajajo beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, nahajajo se minerali, nahaja se tudi nekaj vitaminov, predvsem pa so tu zraven prisotni taki, kot bi rekli, taki speči encimi. In če še zdaj enkrat ponovim, takrat, ko so dani pogoji, se pravi, ko je ta seme prišlo na vlago, je dobilo zadosti vlage, da je primerna temperatura, takrat se pa vse to v tem kalčku prebudi in ti encimi začnejo svoje delo, se pravi, razgrajevati osnovne hranilne snovi. Kaj to pomeni? To pomeni, da se beljakovine razgradijo na svoje osnovne enote, to so na aminokisline. Ogljikovi hidrati se razgradijo na tiste enostavne sladkorje, kdo poznate pod izrazom monosaharidi. Potem pa maščobe se pa razgradijo na te osnovne maščobne kisline. To se pravi, to je vse zdaj pripravljeno v taki obliki, da lahko ta mali kalček, ki je v tem semenu, se začne s tem hraniti in začne rasti. Začne poganjati, ima nastavke za korenince in pa začne odpirati tiste svoje klične liste. Običajno imamo tu semena od dvokaličnih, zato se odpreta dva ta klična lista. Če imamo pa žita, ki so enokaličnice, potem pa je samo en ta list, ta klični list. In s to hrano, ki tam notri nastaja, ki jo encimi lepo predelujejo, se ta kalček hrani in lepo začne tvoriti te klične liste in potem ti listi pridejo iz semena, seme se odpre, se ti klični listi pokažejo in se potem tudi še razvijajo tako dolgo, dokler pač rastejo tako dolgo, dokler imajo na zalogi to hrano, ki je bila v semenu. Seveda, če bi mi to, takrat, ko je skalilo to seme, če bi mi to posejali, potem se tam ta mala rastlinica oziroma zametek te male rastlinice bi se v zemlji korenilo in bi začela rastlina iz zemlje črpati svojo hrano. Ampak mi pri kalčkih naredimo to, da poskrbimo, da mi te kalčke zaužijemo predno je rastlina se vsadi oziroma mi jo uporabimo v tem času, ko je ta rastlinica mlada zrastla iz tiste hrane, kar jo je imela na zalogi. V Bistriškem gradu je minuli torek potekala prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov in 10. obletnici podelitve listine občina po meri invalidov. O prijetnem druženju in pestrem kulturnem programu, ki so ga pripravila invalidska društva in zavodi, so predstavili dejavnosti invalidskih organizacij in projekt občina po meri invalidov.
Zbrane sta uvodoma nagovorila župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik sveta za invalide občine Slovenska Bistrica Žarko Furman. Zdaj, 10 let, odkar je občina dobila listino pomena invalidov, je verjetno tudi priložnost, da se ozremo, kaj je bilo v teh 10 letih postorjenega. Jaz sem prepričan, da je tudi sama listina in ta status pripomogla k temu, da smo v občini Slovenska Bistrica pa mogoče kaj več postorili, kot bi sicer na področju odpravljanja ovir. Ne nazadnje tudi tukaj v gradu je v tem času bilo postavljeno dvigalo, sicer z donacijo in veliko pomočjo naše častne občanke, pa tudi sicer je bilo kar veliko tega po naših krajih postorjenega. Na eni strani torej te tehnične ovire in tehnične težave, na drugi strani pa so številne druge aktivnosti, ki so tudi povezane z samim vključevanjem invalidov v družbo. Zdaj jaz sem prepričan, da bo o tem kaj več povedal gospod podžupan Žarko Furman, ki je tudi predsednik sveta invalidov in eden od gonilne slije na tem področju. Bi pa ob tej priložnosti res izrekel iskreno priznanje vsem tistim, ki ste se angažirali, teh je bilo pa seveda veliko. No, tukaj moram se posebej izpostaviti tudi gospoda Kolarja, on je bil eden tistih, ki je pravzaprav nas spodbudil, da smo se te aktivnosti takrat lotili. Jaz sem zelo vesel, da je Zveza delovnih invalidov Slovenije predstavila projekt Občina pomeni invalidov, da smo se tudi z veseljem takrat odzvali. Res je, da ta zadeva zdaj že sega kar nazaj dobrih 12 let, tistih prvih zametkov, ko je takrat dejansko, kot je že župan tudi rekel, predsednik invalidov včerajšnjega, gospod Anton Kolar, imela takrat prve neformalne sestanke, smo relativno hitro našla skupen jezik glede samega projekta, pripravila potem konec leta 2012 tudi prvo srečanje vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica, kjer smo predstavili sam projekt in seveda, kar je bilo ključno, da so vsa društva, ki so tam sodelovala, tudi participirala pri samem projektu. Kajti, kot vemo, ta projekt temelji na invalidih in odločati o invalidih brez invalidih je seveda brezpredmetno. Po tem sklepu, ki smo ga dobili, smo se seveda toliko opogumili, pa smo se zvone ne opogumila, konec leta 2012, da smo v začetku leta 2013 prišla do županove pisarne, pa potrkala na vrata, ga pocukala za rokav, predstavila sam projekt in smo seveda tudi tukaj našli hitro skupen jezik in nekako so bila tukaj potem odprta vrata, da začnemo z samim projektom, bolje rečeno z pripravami na sam projekt Občina pomeni invalidov. Takrat nas je kar nekaj bilo, ko smo naredili analizo stanja v naši občini, se pravi vse tiste pomanjkljivosti, ki so, predvsem na področju komunikacijskih in arhitektonskih ovir, izboljšanja informiranosti. Seveda smo tudi ugotovili, da že prej so bile določene zadeve postorjene, tega ne moremo reči, vendar ni bilo takšnega sistematičnega pristopa in seveda tudi udeležbe invalidov pri samih pomanjkljivosti in potem pri sestavi tudi samega akcijskega načrta. Smo ga leta 2014 naredili, predstavili občinskemu svetu, je bil potrjen in ga začeli seveda tudi realizirati skladno z navodili Zveze delovnih invalidov v Sloveniji. Zdaj, po 2 letih takrat realizacije samega akcijskega načrta je ZDIS tudi ugotovil, da smo naredili toliko dobrih zadev za invalide, da smo se lahko potegovali že leta 2014 za listino Občina pomeni invalidov, in jo dejansko konec leta tudi dobili. Zdaj, treba je vedeti, da se ta listina ne podeljuje kar tako na lepe oči. Na vse zadnje tistega leta se je 14 občin potegovalo, da bi pridobilo listino in le občina Dravograd in občina Slovenska Bistrica so na koncu tudi pridobile samo listino, na kar smo bili seveda zelo ponosni, na eni strani ponosni, da smo jo pridobili, na drugi strani pa to seveda tudi zaveza, da vse tisto, kar je navedeno v samem akcijskem načrtu, ki je dodatno dolgo 4 let, tudi dejansko realiziramo, kar smo manj uspešno uspeli narediti. Jaz sem posebno vesel, da smo v lanskem letu, leto 2023, uspeli realizirati čisto sleherni cilj, ki smo si ga zadali v akcijskem načrtu. Nekako je bil tisti trdi oreh, ki še ga je bilo treba streti mednarodno sodelovanje in predvsem po zaslugi seveda Društva invalidov včerajšnjega, recimo Antona Kolarja, smo to zadevo tudi uspeli realizirati in tu sem seveda tudi
zelo ponosen, praktično smo zelo poklukali vsak cilj, seveda ne še v širino, dosti še tukaj ostalo zadev, ki jih je potrebno postoriti. Dosti dobivamo nekih, bom rekel, pozivov o odpravi določenih, rečem krivica, pa na drugi strani nekih pomanjkljivosti, vendar se je treba zavedati, da naš svet za invalide deluje v tistem segmentu, kjer ima občina neke vzvode, mehanizme za regulativo. Medtem tam, kjer pa tega nimamo, pa seveda na pristojne institucije tudi naslovimo vprašanja, pobude in še potem tudi pozovemo, če so uspeli karkoli realizirati. Zbrane je pozdravil tudi član Zveze delovnih invalidov Slovenije Rajko Žagar. Čeprav raje gledamo v prihodnost, kujemo načrte in razmišljamo o novem, prihajajočem, si lahko na jubilejni dan 10. obletnice, odkar je bila občina Slovenska Bistrica strani Zveze delovnih invalidov Slovenije podeljen ta laskavi naziv listina občinam v meri invalidov. Dovolimo si pogled v preteklost. In ta je bila dolga, kreativna, polna organizacijskih in vsebinskih izzivov. Zato gre vso priznanje številnim prostovoljcem na področju prostovoljnega socialnega dela, ki so društvu dali svojstven pečat, našli vezivo z lokalno skupnostjo, katere vas je sprejela in vas ima za svoj neločljiv del. Vse to je privedlo tudi do listine, ki jo je občina Slovenska Bistrica prejela leta 2014. Vsega tega in še dosti človeškega ob jubileju ni mogoče prezreti. Toda vsaka obletnica mora pomeniti nov razvojni impuls, dokončni premik slehernega društva v naši zvezi na pot profilirane reprezentativne organizacije delovnih invalidov, ki kot specializirana invalidska organizacija ščiti in uresničuje interese delovnih invalidov. Letošnjo gesto ob mednarodnem dnevu leta invalidov se glasi: prebijte ovire, odprite vrata za vključujočo družbo in razvoj za vse. Zato širša in strokovna javnost od nas pričakuje nove inovativne korake, s katerimi bomo upravičili prisotnost v slovenskem socialnem prostoru, kadar beseda nanese na delovne invalide. Spoštovani, ob tej priložnosti se zahvaljujem prav vsem v Društvu invalidov Črešnjevec za njihovo požrtvovalnost in delo za invalide. Čestitke vsem za naš praznik. Zahvaljujem se občini Slovenska Bistrica najprej, da je prisluhnila invalidom, da razume posebne potrebe invalidov in stremi za sprejemanju različnosti ter aktivnemu vključevanju invalidov za njene dosežke in odgovornost, ki jo je prevzela pri ustvarjanju enakih možnosti za invalide. Na prireditvi so predstavili tudi vzpona in planinca Planinske zveze Slovenije na Triglav in Breithorn.
O končanem prvem delu nogometnega plesa v drugi slovenski nogometni ligi smo se pogovarjali s prvim možem stroke bistriškega kluba KTM Impol Bistrica Robertom Pevnikom. Danes se je videl, kaj je bilo postorjeno, že na tekmi se je videl, kakšen je bil prvi krog, pa kakšen je bil zdaj ta, bomo rekli, 16. Ker je to prva tekma spomladanskega dela. Zelo sem zadovoljen s fantim, sicer nam tam prvih 5-6 kol smo prihajali iz situacije, smo imeli igro, tako da me sploh ni bilo strah, kot sem vedno dejal, tako da sem zadovoljen, ampak na koncu moj načrt je bil tam od 27 do 30 točk po prvem delu s to ekipo, ker ji maksimalno zaupam, mislim, da zaostajamo za 2 točke za tem izpolnjenem cilju, lahko bi jih imeli pa tudi več. Ta nas vodi nas ta pot naprej. Videli smo, da kot ekipno, kot individualno imamo najmlajšo ekipo v tej drugi ligi, pa verjetno tudi v prvi ligi. Se pravi, da nas ta pot vodi naprej, pa kljub temu je individualni napredek in moštveni napredek maksimalen. Imamo tudi zelo dober teamwork, kar se pravi, da dobra ekipa vedno na površje vrže še enega, ki izstopa, se pravi, v tej polsezoni so bili vsi, ampak Jaša Martinčič je tudi prvi strelec, je tudi najboljši igralec druge lige po jesenskem delu, lahko smo ponosni na tem. Kar se pa tiče organizacija, razen financ, mislim, da še imamo pa tukaj veliko rezervo in v tem obdobju, zdaj ko je pauza, moramo vse narediti, da imajo ti igralci, ki imajo karakter, maksimalen support in da jim omogočimo vse, da bo Bistrica ta res en center za te mlade igralce, ki bojo prišli tukaj igrati, ki se bojo razvijali in bojo videli dobro za sebe in da jim je potem skočna deska do velikih klubov, tudi do Maribora, bilo kjerga. Kar se tiče, še bom šel pa malo nazaj, današnje tekme, bi jim pa spet čestitil na karakter
karakterov. Vemo, da petek, sobota smo trenirali na snegu, da nismo imeli očiščenega igrišča, Aluminij ga je imel, o tem govorimo, o organizaciji, kar se je poznalo. Jaz ne iščem alibijev, niti sem to izpostavljal pred tekmo. Tako da se videli, smo malo padli od drugih pa v cajtu. Malo nam je zmanjkalo, ampak potem smo se spet dvignili. Tega sem se bal, to nisem igralcem govoril, ampak na koncu so pokazali karakter in jaz vem in kar se je dogajalo na igrišču, smo mi bili bližji zmagi danes kot pa Aluminij. Poglejte, torej članska ekipa, ogledalo vsakega kluba, ki je dejansko je tisti prvo zrcalo, ki se v klubu vidi, vsekakor pa raste tudi mlajše selekcije v klubu, ki bodo nekako izpopolnile potem igralski kader v članski ekipi. Kako vidite tale podmladek vi v Slovenski Bistrici? Pa super, grem si tudi ogledati dosti tekem ekipe U19, tudi mogoče katero tekmo U17, vemo, da U17 in U15 so na poti suvereno v prvo ligo, vemo, da so U19 na drugem mestu, da še imajo to zaostalo tekmo z šampionom. Vemo, kaj pomeni za Bistrico, da damo vse tri ekipe v prvo ligo in potem, ko damo vse tri, to je ogledalo kluba. Nogometna šola in potem mislim, da je tudi prva ekipa na vrsti, mislim, da je pa to normalno, da je pa za to zaslužen športni direktor Flicer, vsi, ki v klubu delajo, ampak vemo, da je on cel dan tukaj na igrišču, da spremlja treninge, da živi za to in vem, da nam bo na koncu skupaj uspelo in da bodo vse te tri selekcije šle v prvo ligo in da bomo mi naredili dobro ekipo, ki bo potem v naslednji sezoni, že zdaj, bi lahko imela več točk, ki bo potem še bolj konkurenčna. Videli se pa danes na tekmi, kako napreduje proti Aluminiju, se ima za favorita, ne? Tako da mislim še enkrat, mi smo bili bliže zmagi kot Aluminij. Morda še tole vprašanje, sponzorji vam gredo na roko, verjetno ste tudi zadovoljni ali pa bi si morda želeli še tudi kakšnega več? Pa dobro, vemo, da je težka situacija, povsod v Sloveniji, smo zadovoljni s tem, kar imamo, je pa res, da pa rabimo ta suport, bom rekel, da imamo tu zaposlenega hišnika, ker mi smo edina drugoligaška ekipa, ki še sami fanti po treningu si nosijo cote prat, tako da imamo kvalitetne igralce in še to, vse to, da jim omogočimo super prehrano po treningih, da to in da oni rastejo, ker potem isto je bilo v Aluminiju, potem se zgodi en Brest, Jovan, Jovanovič, Marinšek, lahko jih naštevam, 5-6 šturm, 5-6 igralcev in mislim, da je takrat Aluminij pod mojim ocem naredil odlične transfere in mislim, da Bistrica je na dobri poti, da se začne to delati, ampak moramo dvigniti še ta suport igralcem, ker oni so bistvo kluba in mi smo zaradi njih tukaj. Robert, zakorakali bomo skoraj v zadnji mesec v leto in nekako potem po mesecu dni odšli tudi v novo leto. Kakšna je tista vaša športna misel, ki vas bo popeljala iz leta 2024 v leto 2025? Zelo pozitivno, mi ostajamo še skupaj, bomo še odigrali 2 prijateljske tekme, ker nekateri igralci so bili poškodovani. To se pravi, da ostanemo isto dolgo kot prva liga, da držimo ta ritem. Potem pa ena zelo pozitivna izkušnja v Bistrici, vidi se, da nogomet raste, verjamem, da bo še v spomladanskem delu bolj rastel, rad bi se tudi tem navijačem bi rad zaželel srečno novo leto in da vemo, da imamo drugi največ ali zdaj prvi po tej tekmi najbolj obiskane domače tekme, bi se jim rad zahvalil in naj vedo, da tudi v 2025 jih ne bomo razočarali, še večkrat jih bomo razveselili. Odbojkarice v 3. državni ligi so odigrale tekme 6. kroga. V tem krogu so bistriške odbojkarice na domačem parketu gostile ekipo Zoje iz Lenarta. Omenjeni ekipi sta odigrale 3 nize, katere so prepričljivo s 3-0 dobile Bistričanke. Prvi in drugi niz so zaključile s 25-20, v tretjem pa je bilo 25-16. Ja, na začetku smo se še malo lovile, se je videlo, da nismo vedeli, kaj pričakovati, potem smo pa seti prišle k sebi pa se pobrale. V igri 3 nizov je bila igra gostujoče šesterke prikazana kot v valovih, vse tja od vodstva pa do zaostanka in izgubljenega niza in tekme. Kot novinke v tej ligaški konkurenci pa kljub porazu niso razočarale z borbenim pristopom.
V bistvu ni slabo, glede na to, da pač smo prvo leto skupaj, še vseeno nismo najbolj uigrane, tako da še na tem vseeno delamo, ampak tudi pač, da smo mlada ekipa, pač nam vseeno gre v redu, tako da jaz mislim, da konec leta bo že boljše. V tekmi so v prvem nizu povedle gostujoče igralke s 3-8. Kristanova je servisi naredila priključek 7-9. Rožanceva pa je poskrbela za vodstvo 20-10. 17. točko so igralke v temnejši športni opravi dosegle po zaslugi Lare Bernard. Bistričanke so v tem nizu izkoristile prvo zaključno žogo za zmago v nizu 25-20. V drugem nizu je največ točk za domače dosegla Rahletova, svoje pa je dodala Čavničarjeva. Pri gostjah pa je Gertova dosegla 18. točko. Igralke v beli športni opravi pa so niz dobile prav tako kot prvega na 20. točki. Ja, ni bilo sicer vse, kaj znamo pokazati, bi lahko bilo še dosti boljše, ampak pa če potegnemo črto, ni pa tudi ne bilo najslabše. V zadnjem tretjem nizu pa so Bistričanke kljub začetnemu zaostanku 4-5 v nadaljevanju postavile stvari na svoje mesto in niz dobile 25-16 in tudi tekmo s 3-0. S 4. zmago in 2 porazoma so trenutno na 3. mestu. Lahko bi bilo boljše, to tako vedno, ampak smo zadovoljne, pa gremo dalje. V naslednjem 7. krogu pa Bistričanke čaka vroče gostovanje v Ljubnem proti istoimenski ekipi. V prvi A kegljaški ligi bodo kegljačice Impola zimski premor pred nadaljevanjem prvenstvenih obračunov prezimile na 4. mesto te ligaške konkurence. V dosedanjih 9 krogih so 6-krat kot zmagovalke zapustile tekmovalni oder in 3-krat iz kegljišča odšle sklonjeno glavo. Grenki pri okus na koncu, dali smo vse od sebe, je pa res, da nismo izkoristile pač prednost domačega kegljišča. Kalcit, Kamnik so vrhunske, mislim, zelo lepo igrajo celotno sezono, tako da čestitam. Me pa moramo gledati naprej, prvi del je končan. Zdaj ne vem, na katerem mestu bomo končali, ker se še tekme odvijajo, tako da upamo na najboljše. V zadnjem igralnem dnevu so na domačem kegljišču gostile vodilno ekipo Kalcita iz Kamnika, ki je prvi del preživela brez poraza. Temu se je izognila tudi v Slovenski Bistrici. Kamničanke so zmagale 2-6, v podrtih keglih pa je bilo 3277 proti 3318. Razlika torej 41 kegljev v korist Kalcita. Prvi imeni srečanja pa prav gotovo svetovna prvakinja in rekorderka bistriškega kegljišča Teja Repnik. Pri domačinkah pa Špela Kunčič, ki je tokrat podrla velikih 606 kegljev. Obe omenjeni kegljačici pa sta skupaj stopili pred našo kamero in mikrofon. Sploh, ker imam nek rekord kegljišča, pač je težje iti na steze, ker vsi nekaj pričakujejo, ampak tudi tekma je bila zelo napeta, ker smo malo slabše začeli, ampak se je dobro končala. No? Tako bi te vprašal, kako si ti videla 606 podrtih kegljev tule Špele danes na tem kegljišču? Ja, zelo izjemen rezultat, pač kot sem videla. Je slabo padala, ampak ona je še zmeraj naredila ful dober rezultat, pa sem vesela tudi za njo. No, če obrnem vprašanje, kako si videla nastop torej Teje? Jaz se mi zdelo, da je to dobro igrala, kot je že Teja rekla, slabo padala, tako da upamo na boljšo pripravo kegljišča naslednji del sezone. Ampak jaz sem vesela tudi za njo. Da so zmagali in da jim je šlo dobro. Torej, to je bil 3. poraz v prvenstvu, pa 5 zmag. Kako bi torej ocenila učinek ekipe? Se mi ne zdi slab začetek, pa upamo še boljše v naslednje. Teja, prvo mesto brez poraza letos, kaj to pomeni? Individualna kvaliteta torej deluje za ekipo kompletna? Ja, letos res odlično delujemo kot ekipa, tako da se tudi pozna pač po rezultatih, pa imamo tudi za naprej za mednarodnim tekmovanjem pač malo bolj zagona pa pripravljenosti. Če te takole vprašam, ekipa Impola je nekako presenetila ali je to tista realna uvrstitev ekipe Impola pri vrhu lestvice? Se mi zdi, da je realno, ker smo tudi dosti trenirali poleti, zdaj še imamo čas, da še bolj treniramo, tako da bomo videli naslednjič, kako bo. Drugo zmago za ekipo Impola pa je pridodala še izkušena Petra Pečovnik, ki je za 37 kegljev ugnala Klaro Koprivec. Za zmagovalno ekipo pa so posamezne točke prispevale. Lidija Pirman ugnala je Majo Drevenšek za 13 kegljev. Irena Koprivec je dosegla številko 569 in bila boljša od Senje Deciček za samo 3 keglje.
Za razliko 23 kegljev je aktualna svetovna prvakinja Teja Repnik iz kegljaške steze poslala Barbaro Jurančič. Lea Drnovšek pa je bila boljša že od omenjene naveze Lucija in Aneja Kunčič in to z malo večjo razliko 57 kegljev. Strmimo k nekemu cilju, vemo, kaj si želimo, posež hočemo po stopničkah in to je to. Sestavni del dobrih rezultatov so tudi sponzorji ali pokrovitelji, brez katerih v športu tudi ne gre. Velika zahvala gre seveda našim navijačem in našim sponzorjem. Res velika hvala Dan Kuchen iz Maribora, vsem drugim, ki nas še podpirajo, tako da res najlepša hvala iz srca. Impoljčanke pa do nadaljevanja prvenstva čaka kar delovni zimski odmor. V prvi B kegljaški ligi Vzhod za moške je bil 9. igralni dan tudi zaključno dejanje kegljaških tekem v tem koledarskem letu v tej ligaški konkurenciji. Na kegljišču v Slovenski Bistrici sta si nasproti stale ekipa gostiteljev Impola, nasprotnik pa druga ekipa konstruktorja iz Maribora. O dobrem kegljaškem merjenju moči je zmaga na koncu romala v Maribor. Kegljači ekipe konstruktorja so zmagali s 3-5, v podrtih keglih pa je bilo 3182 proti 3204. Impoljčani so bili torej 23 keglje oddaljeni tudi od morebitne zmage v tem dvoboju. Ja, res ni se nam išlo, zgubili smo za nekaj keglov, 20 keglov, bilo je do konca napeto, tekma se je lomila, pač žal se nam ni išlo pa smo zgubili. Eno od 3 zmag je v dvoboju proti Timoteju Skroberju dosegel tudi Tadej Topolšek, ki je za zmago podrl 526 kegljev, njegov nasprotnik pa 518, torej zmaga za 8 kegljev. Zmaga je vsaka lepa, pa če je rezultat ali ni rezultat, ki sem ga pričakoval, če je zmaga, je vsaka zmaga v redu. Posamezni zmagi sta prispevala še Marko Topolšek 556 podrtimi kegli in Primož Kuhar, ki je dosegel številko 546 podrtih kegljev. 3 poraženi kegljači v domači zasedbi pa so bili Primož Topolšek podarje 548 kegljev, Denis Verčko 486 in Tilen Topolšek je podar 520 kegljev. Kegljači Impola kot novinci v tej ligaški konkurenci na zimski odmor odhajajo kot petovrščena ekipa in to s 5 zmagami in 4 porazi. Pred prvenstvom bi bili zadovoljni s tem izkupičkom, kako smo začeli, zdaj smo padli v neko krizo. Vendar na konec koncev prvo leto smo v tej prvi B kegljaški ligi, lahko rečem, da na koncu smo zadovoljni z jesenskim delom. Impoljčani pa bodo čim bolje poizkušali izkoristiti tale zimski premor pred nadaljevanjem prvenstva, ki se bo začelo 11. januarja prihodnje leto. Za košarkarje Bistrice Ketije Mi je zadnja tekma prvega dela prvenstvenih obračunov v 3. državni ligi Vzhod. V 9. igralnem dnevu tega tekmovanja so pod koši v bistriški športni dvorani gostili ekipo Kalcita iz Kamnika. V srečanju, kjer so po 3/4 igre vodili košarkarji v beli športni opremi s 53 proti 52, so se na koncu zmage z 10 točkami naskoka 73 proti 83 veselili košarkarji iz Kamnika. Tekmo smo začeli slabo, domačini so zadevali, koliko smo jim pustili, oni so zadevali. Bilo je borbeno, tekmo je veliko odločala, ampak na koncu smo na srečo zvlekali. V drugem polčasu smo pritisnili na gas, nekaj smo začeli zadevati, ker v prvem polčasu nismo nič. In potem se na srečo v našo korist išlo vseeno. 4. zaporedni poraz bistriških košarkarjev je bil še eden tisti, ki je potrdil, da Bistričani tekme izgubljajo predvsem na koncu obračuna, kjer je potrebno pokazati največ. Držali smo se načrta, bom rekel, prvi polčas, sicer zaradi par napak ni bila razlika taka, kot bi mogoče si zaslužili, ampak zelo dober prvi polčas, moram pohvaliti fante, v drugem polčasu pa ne samo nas je zmanjkalo ali pa da bi nam zmanjkalo energije, predvsem se nismo držali nekaj stvari, ki smo bili v prvem polčasu uspešni. Ne vem, zgodilo se nam je, da smo bili 3 minute do konca četrtine z 2 fauloma na semaforju, kar je nedopustno za našo ekipo. Tako da nažalost spet nov poraz. Varovanci trenerja Uroša Drevenška so prvo četrtino dobili z 18 proti 12. Prvi 10 minut igre je bilo predvsem v trojkah domačih igralcev, najprej je za 3 zadev Lončarič, svojo trojko je dodal še Mahmutovič, pa tudi Pešak je bil natančen z metom izza črte.
Pri gostih pa sta točke med 12 vknjižila Gutič in Strnad. Na začetku drugih 10 minut igre je Viher s trojko povišal vodstvo na 21-14. Na drugi strani pa je prav tako s trojko odgovoril Muršec. V drugi četrtini je 5 točk dosegel tudi Nikola Dizdarević, ki je stopil v tem delu igre. Lončaričova trojka plus dodatni prosti met, rezultat 36-23 in največja prednost domačih na tekmi za 13 točk. Gostje pa so s trojko Hudobivnika znižali prednost domačih v polčasu na 8 točk prednosti. Lahko rečem, da smo zadovoljni z prvim polčasom, to treba izpostaviti, ker smo pokazali vse naše dobre vrline. Da, ko igramo za ekipa, pa kot ekipa in ko se borimo, lahko naredimo ogromno prednost. Morda so neke napake pripeljale do tega, da se nismo odlepili na 20-25 pik, ampak v drugem polčasu je pač odločala borba. Kamničani so se prvega vodstva v srečanju veselili v 8 minuti tretje četrtine, ko je s trojko Komatar postavil rezultat 51-52. Domači pa so s prostimi meti Vrabla postavili 53-52 pred zadnjimi 10 minutami igre. Zadnjih 10 minut pa je bilo v znamenju gostujoče peterke, ki je v seriji nizala točke za prednost in zmago v tekmi. 2 minuti do konca so vodili z 10 točkami prednosti 65-75. Prednost 10 točk za zmago pa so obdržali do konca, ko so slavili s 73-83. Pozna se pomembnost, cel teden smo se pripravljali, mi smo sicer eno tekmo že sred tedna, ampak smo se res pripravljali na tole in na srečo smo zvekali. Glede na odlično organiziranost kluba ob parketu, kjer z aktivnostmi privabljajo vedno več gledalcev, bo potrebno tudi na parketu poskrbeti za kakšno zmago več. Do konca leta še nas čakata 2 domači tekmi, tako da merimo na 2 zmage in upam, da presekamo negativni niz. S tem porazom pa so Bistričani skupno 6 porazi in 3 zmagami na 8. mestu med 10 ekipami v tej ligaški konkurenci.